Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Konec tedna bo v Idriji in okolici potekal zadnji reli letošnjega državnega prvenstva. In med nastopajočimi bo tudi posadka Matic Humar Matic Peternelj, ki pa je že pred zadnjim relijem osvojila naslov državnega prvaka v diviziji 3. In današnji gost v športnem pogovoru je Matic Humar, katerega prav lepo pozdravljam. Pozdravljeni tudi. Osvojili ste torej naslov državnega prvaka divizije 3 in to že pred zadnjo dirko, za kar vam čestitam. Kako je potekala vaša letošnja sezona skozi vaše oči? Najprej hvala za čestitke. Ja, sezona je šla odlično skozi, ljubi kot smo pričakovali. Že tista prva zmaga v Velejnu, sem malo presenetil sam sebe, nisem pričakoval, da bo se vznikal že na prvi dirk skupaj, oziroma tista lanska dirka je bila kot za test. Se to hitro uskladila, tudi v Velejnu je bili težki pogoji, ampak so nekako odpeljala in tista dirka in vse naslednje zelo dobro in da sva dirka pred koncem pol osvojila že naslov, bil bolj presenečen, sam nad sabo malo. Šlo je vse po planu, ni bilo kakšnih težav, ne tehničnih težav, ne kakšnih nesreč, ne nič. Čeprav na zadnjem reliju v Poreču ste imeli nekaj zanimivih trenutkov. Ja, na zadnji dirki je bilo, ko sem v bistvu videla, da mora priti sam skozi cilj, da ne smemo narediti kakšne napake, da je važen sam prihod v cilj, ne pa kakšen rezultat, da bi mogla gledati, da bi mogla biti druga ali tretja. Treba je bilo sam priti skozi cilj. Težko se je bilo tako zbrati pa peljati na neki taki tempu, tako da sem že na prvi hitrostni preizkušnji par 100 metrov po štartu rekel, napravil velika napaka na enem popiskanem ovinku. Nisem dosti rekel, pa domače povedal, pa sikal ovinka in zapeljala sva na pisk v kar visoki hitrost. Odnesla je s ceste na druga stran, kamor je bila najna sreča, nekak travnik, nekakšna škarpa, da sva in sva imela lep izletna cona. Poškodovala sva sicer zadnji del dirkalnika, ampak so nekako tisti dan pol odpeljala s poškodovanim dirkalnikom. Fantje so pa pol tu v boksih zarihtali in sva drug dan pol nekako v enem normalnem ritmu prišla do cilja. In s tem seveda osvojila naslov državnega prvaka. Ja. Čaka vas nastop na domačih cestah. Boste zaradi že osvojenega naslova prvaka kaj bolj sproščeni oziroma kaj pričakujete od nastopa na domačem reliju? Ja, sigurno. Zdaj že po osvojenem naslovu bomo prišli na domača dirka bolj sproščeni. Prišli bomo res lahko uživati, vozt, kako bi rekel, probali bomo dati vse od sebe, da bomo želim si še tukaj zadnji dirk leta, tudi zmage v diviziji 3 in pa čim višjih mestov v generalni razvrstitvi. Jaz bom probal dati vse od sebe, da bom užival na dirk. Nastopate z vozilom Renault Clio, malce starejše generacije in vaš glavni konkurent na posameznih dirkah je prav tako v podobnem vozilu, to je Vasja Miklavčič in vajni boji so zelo napeti, tesni. Ja, avto je sicer starejši, ampak še zmeraj je z našo divizijo konkurenčen, hiter. Tudi Vasja ima enak avto, tako da takrat, kada pride on, se res tisti boj, pravi dirkaški boj, takrat je bilo letos recimo v železnikih, na sekunde, tudi desetinke včasih na hitrostni preizkušnji in tu je tisto, kar je čar dirkaj na boj na desetinke in takrat tudi napreduješ in tista zmaga pol na koncu, pa tudi če bi bilo drugo mesto, je veliko vredno, kada se enkrat tako boriš, boljš kot na kakšnih drugih dirkah. Ko si bil minuta spredaj, pa ni bilo tiste prave borbe, ni tu isti rezultat. Vaši dirkaški začetki sicer segajo v leto 2013, kariero ste pa začeli na sovozniškem sedežu. Ja, takrat bi rekel, po opravljenemu vozniškem izpitu je bila edina želja še, da naredim vozniško licenco za dirkat. Ni bilo pač takrat prilike, da bi si zrihtal kakšen dirkalnik.
tu so skupaj s sošolcem, z Blažem Benčino, ki je tudi dirka, so se odločili, da bi skupaj pač probali začeti. On je kupil taka dirkalnega juhota in me je prosil, če bi tista sezona, par dirk, bil na sovozniškem sedežu in sem z veseljem šel zraven in sva takrat odpeljala 3 dirke z juhotom. In pa še v naslednji sezoni sem bil pol še sovoznik enkrat pri Andreju Čuku in pa na zadnji dirk pri Atu zraven na Makadamu. Po naslednja sezona sem pa že začel sam kot voznik. Omenili ste očeta Aleksa Humarja, 5-kratnega državnega prvaka Slovenije v reliju. Od malih nog ste spremljali njegove nastope, tako da verjetno vaše udejstvovanje v reliju ni povsem naključno. Ja, že odkar je on začel dirkati, sem bil zraven, najprej, ko sem bil mali kot gledalec. Kasneje sem mu v boksih pomagal kot mehanik in že en cajt nazaj sem pač rekel, ko bom naredil izpit, je pač tu moram probati, tu me je veselili in nekako sem probal speljati in je ratalo, no. Zdaj nekako tudi sam uzn. Vam kaj svetuje, da kakšen dober nasvet, glede na svoje izkušnje, katere ima? Ja, sigurno, veliko pomaga, predvsem mi pri nastavitvah avtomobila, izbiro gum, tudi pri samem pripravi avtomobila, da veliko nasvetov. Sicer več ne delam vse sam, ampak nasvete pa mi on da in jih upoštevam. Omenila sva, da ste začeli dirkaško pot v vlogi sovoznika, kasneje pa šli na vozniški sedež. Kaj vam bolj ustreza? Ja, sigurno se mi zdi, da sem bolj kot voznik. Sicer kot v začetku mi ni bilo kakšen problem, tudi na vozniški sedež se si, da bi pa mogel zdaj pa še enkrat zraven, pa ne vem, če bi šlo. Trenutno je vaš sovoznik Matic Peternel, imeli ste nekaj različnih sovoznikov sicer. Kako se vjamete z Maticem? Ja, z Maticem se poznava že dolgo cajta, že od malih nog, tako da so se hitro ujela. Res je odličen sovoznik, zelo je pripomogel k tem dobrim rezultatom letos. Ni pa to vaš prvi naslov državnega prvaka, bili ste tudi že najboljši mladinec. Ja, prva sezona leta 2015 sem osvojil mladinsko državno prvenstvo, takrat meni se je bilo še do 21 let. Sva zamenjala v bistvu vloge z Benčinom, je on prisedel meni na sovozniški sedež in sva takrat meni se s 4 zmagami osvojila mladinsko državno prvenstvo. Nastopate večinoma na dirkah v Sloveniji, pa me zanima, kateri relij vam je tisto, ki vam je najbolj všeč? Ja, nastopal sem več na sem državnem prvenstvu. Meni osebno najljubša dirka. Težko bi bilo vse tako zbrati, ampak meni se je kar železniki po konfiguraciji hitrostnih preizkušenj so mi eni najlepših. No. Kakšne hitrostne preizkušnje pa vam ustrezajo, hitre, bolj zaprte? Osebno se mi bolj dopade, bolj zaprte, zavite, kot kakšne visoke hitrosti. No. Se pravi, to so v Idriji zadnje čase so hitrostne preizkušnje malce hitrejše? Ja, sploh ta zadnje 2 leta vozeča hitrostna preizkušnja, Medvedje Brdo je malo hitrejša, ampak tudi dobro, tudi tam sem se nekako ulovil na tistih hitrih odsekih. Je pa so pa druge hitrostne preizkušnje, malo bolj zavite, tako da je vsega pomalo. Letošnja sezona torej se približuje koncu. Kakšne pa so vaše želje, ambicije, plani za naprej? Najprej ti pa sicer zaključi letošnja sezona, kakšnih planov za naprej sicer še nismo delali. Mislim, da bomo s tem dirkalnikom nadaljevali. Bi si pa sigurno enkrat v nadaljnih letih želel vsaj kakšna dirka peljati s kakšnim močnejšim, novejšim dirkalnikom. Kar bomo videli, če bomo lahko speljali. Za zaključek, kako bi povabili gledalce k ogledu letošnjega relija v Idriji? Ja, povabil vse, ki nas zdaj gledate, da pridete soboto in nedeljo v Idrijo na hitrostne preizkušnje, da si pogledate zaključek državnega prvenstva Slovenije in uživate ob
ogledu nas dirkačev. Matic Humar, najlepša hvala za obisk v našem studiu, seveda z željo, da se vam vaši načrti tudi uresničijo. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, velja povabilo, da si tudi sami ogledate reli in seveda pri tem pazite na svojo varnost. Še predtem, v torek zvečer, pa bo ob 18. uri pri Golju potekal reli večer, kjer bomo gostili dirkaško družino Mrak. Hvala še enkrat in lep pozdrav!